V prostorih soboške občine je potekala tiskovna konferenca, na kateri so predstavili aktivnosti in dogodke povezane s 100. obletnico združitve Prekmurja z matičnim narodom. Beseda je najprej pripadla Milanu Kučanu, predsedniku iniciativnega odbora. Najbrž upravičeno domnevam, da spremljate delo ne samo odbora, ampak da tudi spremljate dogodke, ki se odvijajo v kontekstu obeleževanja stoletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Zdaj smo zakorakali že krepko v 3. mesec tega dogajanja in ti dogodki se odvijajo. Tisto, kar mi je mogoče potrebno zdaj poudariti, so dogodki, ki se pripravljajo tudi v prestolnici. Naš pristop je bil pač ta, če ponovim to, kar sem vam že pripovedoval, da to ni dogodek ali to ni dogajanje, ki bi bilo pomembno in omejeno samo na Prekmurje, ampak da je to vseslovenski dogodek in da mora v dogajanje biti vključena pravzaprav vsa Slovenija, vključno seveda z organi in organizacijami, ki predstavljajo to državo. Tako smo koncipirali tudi predlog programa, ki ga poznate, je dostopen na spletni strani Prekmurje v srcu. In na podlagi tega programa je bil pripravljen tudi finančni predračun. Na podlagi neke ocene, s katero smo seznanili že predsednika prejšnje vlade, torej gospoda Mira Cerarja, ker je bilo potrebno ta podatek vključiti tudi v pripravo proračuna za letošnje leto. Ta ocena je takrat znašala 250 000 evrov in to je limit, znotraj katerega se finančni projekti tudi gibljajo. Se pravi, to, kar sem imel priliko prebrati o tem, da bi naj ta znesek znašal 500 000 in da naj bi se k zbiranju sredstev za obeleževanje tega dogodka sililo tudi župane drugih prekmurskih oziroma pomurskih občin, to ne drži. To je čista izmišljotina, ki mislim, da samemu čistemu obrazu tega za nas pomembnega dogajanja ne služi, ampak mu prej škodi. Torej, v Ljubljani se kot eden zelo pomembnih dogodkov pripravlja mednarodni znanstveni simpozij o tem dogajanju pred stoletji, ki ga pripravlja Slovenska akademija znanosti in umetnosti. To je dvodnevni simpozij v drugi polovici meseca maja. Tretji dan tega simpozija bi se odvijal tudi v Prekmurju. Udeležence bo gostila takrat občina Murska Sobota. Stvar, ki je pomembna, to je bila promocija oziroma predpromocijski prikaz dokumentarnega filma, ki ga je posnel naš rojak Celec tu v Murski Soboti skupaj z Radiotelevizijo Ljubljana. In mi si seveda želimo in se tudi dogovarjamo z vodstvom radiotelevizije, da bi se promocija tega filma zgodila čimprej tudi v Ljubljani in potem še v drugih pomembnih ali središčih po vsej Sloveniji, da se pomaga v spomin Slovencev vtisniti kako pot nas Prekmurcev k slovenski matični domovini, ki je bila vse prej kot lahka in v kateri se pravzaprav malo ve. Če ste bili na promociji tega filma tu v Gledališki dvorani v Soboti, ste najbrž sami po tej projekciji v pogovori z ljudmi ugotovili, da je pravzaprav tudi nam zelo malo znanega o tem dogajanju. Tretja taka stvar, ki se pripravlja v Ljubljani, je poimenovanje enega od trgov, ki so zdaj v gradnji v centru Ljubljane po Prekmurju. To bi bil Prekmurski trg. In tam na tem trgu bi bil postavljen tudi spomenik, ki bo spominjal na ta dogodek. In prav tako je bil že izpeljan v Ljubljani tudi večer, literarni večer z prekmurskimi literati, ki je bil v Cankarjevem domu in je bil zelo dobro obiskan, kar kaže seveda, da obstaja velik interes za to dogajanje in tudi za Prekmurje samo. Prav tako je v pripravi tudi vrste posvet ali bi rekel predstavitev
dognanj akademika dr. Jesenška o tem, kaj je bila prekmurščina kot knjižni jezik in kaj predstavlja prekmurščina danes kot dialekt. To bo prav tako na Slovenski akademiji znanosti in umetnosti, čeprav skupaj seveda z našim odborom in najbrž tudi z fundacijo dr. Šiftarja. Skratka, to je dogajanje, ki je povezano z prestolnico, s tem, da je zdaj imenovan tudi že nov minister za kulturo. Kot veste, matični resor, ki je pristojen za to obeleževanje, je Ministrstvo za kulturo. Tam je delo zastalo zaradi tega, ker je pač bilo brez ministra, ampak zdaj je seveda to že v polnem teku. Kot veste, je naš odbor predlagal predsedniku vlade, da vlada prevzame pokroviteljstvo nad celotnim letošnjim dogajanjem povezano z stoletnico, da imenuje tudi državni odbor. Predlog sestave tega odbora pripravlja na ministrstvu in da potem tudi predsednik vlade prevzame vlogo odgovornika na proslavi, ki naj bi bila avgusta meseca v Beltincih. Mislim, da s temi stvarmi ne bo težave. V drugi polovici leta se bodo pa stvari odvijale potem naprej, tako da bi se to leto zaključilo marca prihodnega leta z objavo zbornika o tem znanstvenem simpoziju v režiji oziroma v pripravah Slovenske akademije znanosti in umetnosti. Tudi Škofija Soboška in Teološka fakulteta skupaj pripravljata pa cerkveni simpozij o tem dogajanju s posebnim poudarkom na vlogi katoliških duhovnikov v pripravi odločitev za pariško konferenco. To veste, gre za dr. Slaviča, za dr. Klemenčiča, Ivanocija, Kovačiča, Godino, tako da bi nekako vsebinska povezava med tema dvema simpozijama bila, pa vsak svojega aspekta bosta osvetlila to takratno dogajanje. Danes smo na seji v okviru tega finančnega limita 250.000 evrov tudi pripravili mi predlog financiranja posameznih aktivnosti, ki so vnešene v ta program, o katerem sem že govoril. Seveda je to samo predlog, ki ga mora potrditi najprej Ministrstvo za kulturo in potem seveda na sestanku tudi vlada. To so javna sredstva, so podvržena istim kriterijem kot vsa druga javna sredstva, seveda tudi nadzoru in tudi kontroli, ki jo upravlja računsko sodišče. Seveda predlogov je bilo veliko več, kot jih je mogoče financirati iz teh sredstev in nekatere bo naš iniciativni odbor tudi podprl z predlogom drugim organom in organizacijam, tudi državnim, da financirajo v okviru svojih aktivnosti te projekte, ki jih ni mogoče zelo benevolentno uvrstiti v koncept obeleževanja stoletnice priključitve Prekmurja. Je za izvršitev oziroma za izvrševanje tega dela proračuna, ki je povezan z obeleževanjem, bo pristojna občina Murska Sobota in seveda odgovoren direktno župan dr. Jevšek. Toliko za uvod z moje strani. Hvala lepa. Pomembno je bilo danes tudi na današnji seji odbora, da nista prvič, ker sta že bila prisotna tudi škof Štumpf in škof Erniča. To omenjam zaradi dveh razlogov. Prvič, ker so bile v javnosti prisotne tudi take in drugačne insinuacije v zvezi z sodelovanjem ali nesodelovanjem obeh verskih skupnosti v delu tega odbora. In drugič, ker sta ena in druga verska skupnost oziroma škofija, ena in Veličanska cerkev, izjemno pomembna soorganizatorja, sonosilca celotnega programa obeleževanja 100. obletnice. Če že omenjam današnji odbor, naj dam en podatek. Ko smo pregledovali trenutno stanje evidentiranih in v programu obeleževanja vključenih programov aktivnosti konkretnih posamičnih dogodkov, smo prišli do številke 74. Torej ta trenutni program obeleževanja na nacionalni državni ravni, regionalni ali lokalni ravni zajema 74 konkretnih individualnih programov, akcij, dogodkov oziroma celovitejših programov.
Celotni program z časovnico njihovega izvajanja je sicer vam vsem dostopen oziroma je na spletni strani Prekmurja v srcu in se bo seveda še naprej sproti ažuriral. Dogovorjeno je bilo danes tudi to, da se bi v nadaljevanju, v naslednjih mesecih, poleg obveščanja preko spletne strani, poleg neposrednega komuniciranja, bodi se preko tiskovnih konferenc ali še dodatno za najširšo javnost, za vse goste, ki prihajajo v našo regijo in tudi v širom Slovenije, začeli pripravljati posebne, verjetno kar mesečne informacije o izvajanju poteku aktivnosti v okviru 100. obletnice. Dodati bi mogoče bilo potemeljeno, da tudi na Ljubljanski univerzi, ko smo prej omenjali dogajanje v Ljubljani, so se odločili, da bodo na ustrezen način obeležili, se spomnili dr. Slaviča, ki vemo, da je bil rektor Ljubljanske univerze in seveda bil izjemno pomemben, kot vemo, na pariški konferenci. Konkretno na kakšen način bo spomin nanj kot izjemno zaslužnega za priključitev Prekmurja in združitev prekmurskih Slovencev z matičnim narodom bodo storjeno, bomo seveda videli. Predsednik je že prej omenjal določena dogajanja, ki se bodo odvijala, ki bodo izvedena tudi v jeseni. Naj dodam, da tudi na posebno pobudo članov Sveta Pomurske razvojne regije bo Pomurska gospodarska zbornica skupaj z Obrtno-podjetniško zbornico in drugimi nosilka, organizatorka posebnega razvojno-ekonomskega foruma, ki bi naj predvidoma v septembru, začetku oktobra osvetlil za danes, tudi skozi zgodovinsko perspektivo, še kako aktualne razvojno-ekonomske in socialne dimenzije stanja in razvojnih perspektiv Prekmurja regije v okviru slovenskih naših ambicij in perspektiv. Irena Kumrova, direktorica enote Zavoda za šolstvo v Murski Soboti, nas je pa danes obvestila, kako uspešno se nadaljujejo aktivnosti v osnovnih in srednjih šolah v Sloveniji. Že v minulem letu je namreč bilo dogovorjeno na pobudo tega iniciativnega odbora, da je Ministrstvo za šolstvo, oziroma izobraževanje, znanost in šport in Zavod za šolstvo, da sta dala, in to dvakrat, posebni pobudi, pisni v krožnici vsem šolam, da bi naj na primeren način vključile ustrezne vsebine povezane za 100-letnico v take ali drugačne programe oziroma posamezne predmete. Gospa Irena nas je pa danes informirala, da se bo v teh dneh ta akcija nadaljevala. Ponovno bo dan signal, pobuda vsem šolam v tem smislu, ki sem pravkar povedal. Mora biti samo še, da dodam, ali boš predsednik ti, glede dogajanj v mestu Ljubljana, do kje je zdaj Ljubljana prišla, ampak boljše, da to ti poveš. Ljubljana, kako misliš, dokot je prišla? V center je prišla. Z Prekmurskim trgom. Kot sem povedal uvodoma, domnevam, da ste spremljali delo na pripravi obeleževanja te 100-letnice od začetka, ampak vseeno bi rad povedal, kaj je pravzaprav bilo izhodišče takrat, po tistem, ko nas je Svet razvojne občine imenoval kot odbor. Torej, prvo izhodišče je bilo, da je, kot sem vam že prej povedal, da je to vseslovenski dogodek ali dogajanje, pomembno za nas Slovence, za Prekmurce seveda posebej, za neko posebno noto. Drugo izhodišče je bilo, da ne bi to obeleževanje bilo obrnjeno toliko nazaj v zgodovino, čeprav brez tega se ne da, ker je pač ta zgodovina takšna, kot je, lahko boleča tudi predvsem za naše sodržavljane madžarske narodnosti oziroma madžarske skupnosti. Pač oni doživljajo to kot seveda neko nacionalno bolečino, ker je ta pariška konferenca, ki je prisodila Prekmurje k Sloveniji in ki je vzela Slovencem seveda Primorje in del Notranjske in del severne Koroške, seveda madžarsko nacionalno ozemlje zmanjšala skoraj za 2/3
Ta srčna bolečina je pač z njimi in mi ne želimo, da bi kakorkoli to izgledalo kot neko zmagoslavje povezano z takratnimi dogodki. Tretjič, želimo, da afirmiramo Prekmurje kot neko relativno majhno multikulturno skupnost, da se ohranja Prekmurje skozi to stoletno zgodovino, tako kot je pravzaprav bila takrat prisojna Slovenija, s tem, da so večinsko poseljevali Slovenci, tudi z močno prisotnostjo Madžarov, tudi Nemcev, tudi Judov, tudi Hrvatov. In na nek način je to Prekmurje takšno tudi ostalo, kot neka skupnost ljudi, ki pripadajo različnim narodom, različnim kulturam, različnim civilizacijam, različnim religijam, čeprav danes seveda v svetu o multikulturnosti ni zelo popularno govoriti, ampak mislim, da je ravno Prekmurje nek prostor, kjer je možno to idejo in ta koncept afirmativno predstaviti Sloveniji in tudi mednarodni skupnosti. Jaz bi samo še dopolnil s parimi stavki. Danes so bili na odboru tudi prisotni nekateri županje in župani prekmurskih občin, ker je izhodišče tudi v tem, da čeprav se nekako sestajamo v prostorih mestne občine Murska Sobota in smo mi kot nek koordinator vključeni v to vlogo, so v programu samih prireditev vključene vse prekmurske občine in veliko od njih je seveda tudi vključenih v ta sam program. Mogoče samo tudi dopolnilo v toliko, da 250 tisoč evrov je namenjeno izvajanju programa, plus 50 tisoč za proslavo v Beltincih. Torej skupno 300 tisoč evrov za strani državnega proračuna, kjer pa so se že v našem mestu začele pojavljati tudi različna vprašanja povezana z spomenikom na Trgu Zmage. Naj vas obvestim, da bo mestna občina, glede na to, da smo včeraj sprejeli proračun, začela takoj postopek v skladu z zakonom o javnem naročanju, ki predvideva postopke pri izbiri avtorjev in pa samem umeščanju kulturnih spomenikov v prostor. Ne glede na to, da tega denarja iz naslova programa še nimamo, mi bomo v vsakem primeru ta spomenik postavili na Trgu Zmage. Tukaj smo tudi še odvisni od mnenja Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ker je trg kot tak pod zaščito. Skratka, te postopke bomo takoj začeli peljati transparentno, tako kot pač to mora biti. Ko pa je predsednik rekel, da jaz odgovarjam za izvajanje tega finančnega dela, naj pojasnim zakaj. Zaradi tega, ker smo mi v proračunu, kot rečeno, ki smo ga sprejeli včeraj, že predvideli pritok teh sredstev strani Ministrstva za kulturo in potem na nek način po pravilih in pa po računovodskih standardih, ki veljajo za ravnanje s proračunom, moramo s tem denarjem razpolagati. Za izvajanje proračuna pa je odgovoren župan. Praznovanje se bo zaključilo prihodnje leto marca, takrat bo namreč objavljen zbornik o znanstvenem simpoziju, ki se bo odvijal v Ljubljani.